Lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo, tako in za Andrej za čudovito predstavitev. Jaz bom kar delila spletno stran, ker se mi zdi tako da boste dobili tako najboljši vpogled v to, kaj na spletni strani za družinsko pismenost sploh najdemo. Je pa tako, kot je že gospa Nada Požar Matjašič prej omenila, kako je pomembno sodelovanje in omenjena je bila tudi mreža za bralno kulturo in bralno pismenost. Tudi pri tej spletni strani nekako sodeluje ta mreža tako z svetovanjem, zagotavljanjem vsebin, člankom, mogoče kakšnimi nasveti. Tako da je to nekako postala nekakšna zakladnica različnih dejavnosti, nasvetov, priporočil področja družinske pismenosti za laično in za strokovno javnost. Tako je ta spletna stran po eni strani, kot je že Andreja omenila, namenjena staršem, ki bi radi več pismenosti vpeljali v svoj vsakdan, pa tudi vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, da jim pomaga pri tem, najti neke dejavnosti, oziroma ideje, kako staršem približati, oziroma kako jih tudi prepričati, da je pa branje, oziroma ne samo branje, temveč tudi pismenost nasploh, pomembna in kako jo lahko oni izvajajo v svojem družinskem okolju. Zdaj naslov moje predstavitve je bil, kako uporabljati spletno stran za družinsko pismenost. Spletna stran je zasnovana tako, da je na prvi strani, bom jaz kar malo poskrolala, najdete neke, rečemo, temeljne informacije od tega, zakaj je dobro začeti z bralno pismenostjo oziroma z vsemi pismenostmi, ki so nekako vezane v družinsko pismenost. Družinska pismenost je obravnavana malo širše kot samo bralna pismenost, vključuje tudi elemente matematične in naravoslovne pismenosti in, kot je bilo že omenjeno, z vidika sodobnega načina življenja tudi medijsko in digitalno pismenost. Kako pač dejavnosti, ki jih že tako počnejo oziroma bi jih lahko počeli v svojem vsakdanjem življenju, lahko pripomorejo ne samo k razvoju otrok, temveč tudi pri ozaveščanju njihove pismenosti, da tako rečem. Na prvi strani so torej neke temeljne informacije, neki temeljni članki, ki so mogoče neka vstopna točka v svet družinske pismenosti. Na prvi strani najdete tudi neke aktualne dogodke z področja družinske pismenosti, ki se jih lahko udeležite v vašem okolju. Najdete tudi zavihek, pod katerim lahko vprašate tako starši kot vi, kot strokovnjaki, kot strokovni delavci, če morda ne najdete odgovora na kakšno vaše vprašanje na tej strani, nam ga lahko zastavite s klikom na tale rumeni kvadratek, odpre se vam potem obrazec, kamor napišete svoje vprašanje in mi poskušamo potem v najkrajšem času odgovoriti. Vprašanja pa, kot boste videli kasneje, so tudi, oziroma odgovori na vprašanje, nekatera vprašanja so tudi potem zapisani pod tem obrazcem. Potem od letošnjega leta oziroma od konca lanskega leta ima spletna stran tudi svoj uredniški odbor, ki pripravlja blog. Uredniški odbor sestavljajo Sabina Fras Popovič iz zdaj Filozofske fakultete, prej pa je bila zaposlena tudi na Mariborski knjižnici, Barbara Baloh iz Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Barbara Hanuš in pa Ester Možina ter jaz kot urednica. Mi pišemo tudi ta blog.
kjer najdete kakšne zanimive članke, zanimive projekte in pa tudi kakšna taka priporočila, tudi mogoče nekateri bolj zabavni, sproščeni članki se tukaj najdejo. Pa gremo zdaj še pogledati posamezne zavihke. To se pravi, če stran je torej zastavljena tako, na prvi strani so neki temeljni članki, potem pa so tukaj v zgornji vrstici, pa lahko dostopate do kakšnih bolj poglobljenih stvari, če želite pač vedeti več o posameznih temi. Recimo pod zavihkom družina prva učiteljica najdete članke, ki so razporejeni po starostnih obdobjih, ne samo otrok, tukaj so različna priporočila, kako, se pravi, kaj delati z otroki v čist najzgodnejšem starostnem obdobju, in potem so kasneje spodaj pod tem čist osnovnim, so še nadaljni članki, s katerimi lahko še poglobite svoje zanimanje oziroma vedenje o tem, kako približati branje oziroma druge dejavnosti otrokom v čisto najzgodnejšem obdobju, in tako isto potem tudi pri starejših otrocih. Letos smo dodali tudi zavihek za medgeneracijsko branje, kjer pa so tudi navedeni projekti in bralna srečanja, medgeneracijska, dogodki in bralne akcije, tudi priporočilne sezname knjig za medgeneracijsko znanje najdete in priporočila, kako sploh se lotiti medgeneracijskega branja. Potem pod zavihkom premagovanje težav boste našli nekaj informacij o tem, kako motivirati otroke za branje, kaj storiti, če imajo otroci težave, in pa v sodelovanju z Zavodom RISA smo pripravili tudi neko tako čisto kratko informacijo o tem, kako v lahkem branju. Za tiste, ki imajo morda nekaj težav z branjem in lažje berejo v tem načinu branja. Andreja je uvodoma omenila tudi že priporočila, zakaj v knjižnico oziroma kako v knjižnico. Tukaj je pod tem zavihkom boste najdli tudi, kako in zakaj, na kakšen način ustvariti domačo knjižnico, ker je to zelo pomembno z vidika tega, da imajo otroci stalno na voljo neka bralna gradiva. Pod knjiga Kot most med kulturami boste našli priporočila za, to se pravi, medjezikovne oziroma večjezikovne kartonke, slikanice in tako naprej. In pa za tiste, ki morda iščejo informacije o tem, kje najti kakovostno literaturo, sta tukaj dva zavihka. Pod bralnimi seznami so zlistani različne povezave do bralnih seznamov, ki jih pripravljajo Mestna knjižnica Ljubljana, bralna značka knjižnice, in pa spodaj so tudi povezave na različne inštitucije oziroma spletne strani, portali, ki pišejo o knjigah. Pod vodičem po dobrih knjigah pa boste našli nagrajene knjige. Tu so zlistane, to se pravi, vse nagrade, in pa pod roza zavihkom so nagrajene knjige za otroke v zadnjih letih, odkar smo prenovili spletno stran, in pa tudi nagrajene knjige za odrasle. To sproti posodabljamo in je vedno na voljo. Bom tole o strokovnjakih na koncu povedala, potem pa seveda še za večjezične družine oziroma družine priseljencev, so pa tukaj navedene tudi spletne strani oziroma povezave, kako oziroma kje najti informacije oziroma različne
naloge oziroma gradiva za učenje slovenščine in pa pod uporabljanjem 2 ali več jezikov smo tudi navedli tudi nekaj prispevkov oziroma člankov, kako slovenščino uvajati v večjezične oziroma v dvo- in večjezične družine. Prav tako pod medijsko in digitalno pismenost smo nekako razdelili na, se pravi, medijsko pismenost in na digitalno pismenost. Tukaj so neke kratke informacije o tem, to se pravi, kaj narediti, da bi naš otrok znal uporabljati medije, kako medijsko opismenjevati pri predšolskih otrocih in pri šolarjih, in pa seveda tudi potem še nekatere zunanje povezave do organizacij oziroma inštitucij, ki se ukvarjajo s to tematiko. Pod digitalno pismenost pa dosti podobno. Sprav so neki nasveti, kaj lahko naredimo, tudi nacionalne smernice za uporabo zaslonov pri otrocih smo tukaj povezali in pa na koncu seveda tudi tako kot drugod so še tudi povezave. Potem pa imamo tukaj še en bel zavihek, ker ga ne smemo spregledati, če je to zapravi modra urodna vrstica nekako tematsko zasnovana, je pa druga bolj tako vsebinsko, programsko. Pod programe in dejavnosti za družine boste našli, se pravi, pod programe za družine boste našli programe, ki jih pripravljajo knjižnice in različne druge inštitucije na področju družinskega branja, družinska pismenost za starše in otroke, programi družinskega branja, pravljične urice, programe medgeneracijskega učenja in druge projekte, kot so na primer bralnice pod slamnikom. Pod dejavnosti za družine smo pa zlistali še širše, se smo tukaj pa navedli, pravi, pravljične in učne poti, ki jih imamo v Sloveniji, nekatere pravljične festivale, ki se jih lahko družine udeležijo tekom leta, in pa seveda tudi nekaj nasvetov in povabil, zakaj in kako obiskati gledališče oziroma kino, še posebej, če recimo gremo, na primer, preberemo pravljico in potem gremo še v gledališče pogledati predstavo po isti knjigi in naredimo nek tak zaključen krog. Lahko pa pač samo eno od tega, ampak tudi to je neke vrste del družinske pismenosti. Pod video in zvočne vsebine, te vsebine niso namenjene samo staršem, ampak tudi strokovnim delavcem. Pod izobraževalnimi filmi boste našli nekatere filme iz področja bralne pismenosti, ki jih je zasnoval Andragoški center Slovenije. In tako, tukaj so samo tisti, ki so nekako vezani na družinsko pismenost, drugače je pod tem naslovom Na poti do življenjske uspešnosti v zadnjem letu nastalo še nekaj filmov. Pod podcasti in oddajami pa boste našli zbir nekaterih podcastov, oddaj, intervjujev, ki jih pripravljajo različni mediji in vam lahko nekako pomagajo oziroma so v pomoč pri razmišljanju o tem, zakaj brati, kako brati, in pa zakaj je seveda pomembno brati, oziroma različne dejavnosti, ki nekako pomagajo pri uvajanju in razvoju družinske pismenosti v družini. Pod projekti so navedeni torej vsi projekti, ki jih trenutno, oziroma nekateri so tudi se že končali, izvajamo na področju bralne pismenosti, oziroma predvsem na področju bralne pismenosti v Sloveniji. Jih je kar nekaj,
tako da, če smo kakšnega spustili, se seveda priporočamo za informacijo. Pod raziskavami in viri pa boste našli različne dokumente, priročnike, sezname, seveda ne konkretne dokumente, oziroma narejene so povezave, oziroma so narejeni seznami za različna gradiva, do katerih lahko dostopate in si jih lahko preko seveda zunanjih povezav. Blog sem že omenila, pismenost od A do Ž, tukaj so samo razloženi nekateri temeljni pojmi. Pod vprašanje strokovnjaka, pa tukaj vam zdaj lahko za konec pokaže še tale vprašalnik, ki ga seveda lahko uporabljate sami, oziroma lahko ga tudi priporočite staršem, ki ima kakšno pač vprašanje z področja bralne oziroma družinske pismenosti in ne najde odgovora na tej spletni strani oziroma na kakšni drugi spletni strani, da nam ga pošlje. Spodaj pa torej, kot sem že rekla, je nekaj temeljnih vprašanj in odgovorov, kako in zakaj, ki so jih pač postavili starši oziroma strokovni delavci in so naši strokovnjaki v okviru mreže za bralno pismenost in bralno kulturo tudi odgovorili. Če imate sami kakšno vprašanje, če imate kakšen zanimiv projekt, ki bi ga radi predstavili na področju družinske pismenosti, če imate kakšno zanimivo informacijo, ki bi jo želeli deliti in se vam zdi, da bi bila primerna tudi morda za blog, za širšo javnost, da bi jo objavili na našem blogu, ste zelo dobrodošli, da nam pošljete kakšen prispevek, bomo veseli, če ga bomo lahko objavili. Lahko ga pošljete kar na moj naslov, alenka.strukl@acs.si, in ga bomo pač v okviru uredniškega odbora predebatirali in če se nam bo zdelo smiselno oziroma uporabno, ga bomo tudi na tej strani objavili. Toliko z moje strani.